Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes smo na obisku pri državnem svetniku in podžupanu občine Ormož, gospodu Branku Šumenjaku. Čas je seveda za inventure, za preglede dogodkov v minulem letu oziroma v iztekajočem se letu 2015. Leto 2015, kot veste, je bilo precej burno, najbrž tudi za državne svetnike, za državni svet, marsikaj se je dogajalo. Veliko takšnih dogodkov je bilo, ki jih je potrebno malo pokomentirati. Zato smo se odločili, da je Branko Šumenjak prava oseba. Predstavljamo si tam nekje pri vrhu, pri skledi, kot rečemo, in bo že vedel, kaj povedati. Pozdravljeni, gospod Branko. Dobro. Kako doživljate praznike, božično-novoletne? Vas daje kaj tisto vznemirjenje, tako kot nas vse ostale? Ja, prazniki so vedno vznemirjenje že zaradi tega, ker se družina zbere doma in proslavlja na neki tradicionalen način pri skupni večerji, kosilu, pri pogovoru, pri inventuri za preteklo leto in seveda v načrtih za naslednje in za naprej. Ste se državni svetniki tudi kaj tako sestali na kakšnem takem neslužbenem kosilu, večerji v teh dneh? Ne, to ni praksa. Praksa je edino to, da se dobimo skupaj z poslanci na slavnostni seji državnega zbora. Takrat je pač to ena obeležitev predvsem dneva samostojnosti in enotnosti in pa seveda tudi prihajajočih praznikov. In to se bo zgodilo tudi danes zvečer. Tako da odhajam zdaj po tej v Ljubljano po tem snemanju in potem najprej v Filharmonijo na 25. obletnico plebiscita, potem v državni zbor na to slavnostno sejo in potem še na državno proslavo, ki je ob 8. v Cankarjevem domu. Kakšne izkušnje ste si nabrali v tem času, kar ste državni svetnik? Ste radi državni svetnik? Jaz sem zdaj malo čez polovico mojega mandata. Moram reči, da je to bilo kar dolgo spoznavanje, sploh funkcije, sploh pristojnosti, sploh možnosti, ki jih državni svetnik ima. Državni svet ima ob polovici svojega mandata ponovno volitve. Takrat se izvoli na novo predsednik in pa podpredsednik in pa vse komisije, ki so. Običajno se to imenuje kar po starem, se podaljša mandati, ampak v tem mandatu moram reči, da se to ni zgodilo, ker sem podpredsednik postal sam. Tako da je to še dodatna ena zadeva, ki zahteva več časa, ker tudi potem v času odsotnosti nadomeščaš predsednika in moram reči, da se mi je zgodilo to, kar se do zdaj nobenemu podpredsedniku ni. Sem mogel voditi že 3 seje državnega sveta, pa v taki sestavi, kot je državni svet, moram reči, da moraš biti zelo previden in pa nekako slalomirati skozi to zadevo, ker so ljudje zelo nabriti in naviti. Tako da so funkcije, ki sem jih pač dobil, tudi odgovornost, ki jo imam, in pa tudi več časa mi vzamejo. Zato sem tudi v lokalnem okolju zadnjih cajtov malo manj prisoten. No, zato je prav tudi, da ste končno enkrat naš gost. Naše oddaje Pogovorne med nami povedano namreč skoraj leto dni ni bilo, tako da niti ni bilo neke priložnosti. No, pa vseeno vas videvamo, na sejah vas videvamo, ampak ni bilo priložnosti pravzaprav za en takšen pogovor. Pravite, torej delujete kot podpredsednik državnega sveta. To, kar ste povedali, lahko seveda pokomentiram tako, da mora politik biti kar zvit, da vse obvlada. Ja, zdaj politiki se običajno radi pohvalimo, da se na vse zastopimo, pa temu še daleč ni tako. Ampak gledajte, v
državnem svetu, pa tudi v državnem zboru so strokovne službe, ki se po posameznih področjih ukvarjajo s stvarmi in od tam črpamo mi potem tisto našo pravo informacijo, ne, ko nam oni pripravijo, pa to informacijo oziroma stvari razdelajo in potem na teh sestankih komisij, ko jih imamo, ne, se to potem tudi obravnava in vedno gre v tej smeri, da so strokovne službe praktično tiste, ki povejo, kaj je prav, kaj ni prav, kako bi moralo biti, pa kako ni in potem se politika samo odloča med temi dejstvi, ki so trenutno na mizi in tistimi, ki bi naj bile. Ne. In dostikrat pravzaprav odločamo tudi o stvareh, ki jih sami ne poznamo, ampak se potem naslonimo na strokovne službe in pa na ostala mnenja, ki so tudi prisotna od javnosti, od raznih civilnih združenj in tako naprej. Tako da moraš biti kar precej, pa ne bom rekel zvit, ampak moraš biti precej dojemljiv tudi za predloge od zunaj. Vsekakor. No, kako pa vam to pravzaprav gre, glede na to, da ste vi, vsaj meni, se vedno zdeli taka iskrena oseba, ki kar pove tisto, kar misli. Kako se spopadate s to svojo pravzaprav lepo lastnostjo? Zdaj, to je res. Jaz sem iskren, povem tisto, kar mislim. Ne skrivam tudi včasih čustev, ne. Moram povedati, da sem včasih tudi zelo neprijeten sogovornik lahko za določene zadeve, ne. In mislim, da so me ljudje sprejeli takšnega, pa tudi tam kolegi v državnem svetu, kot sem, in da sem si ustvaril neki renome ravno zaradi tega in nimam nekih težav v zvezi s tem. Tako da jaz vedno pravim, iskrenost je vedno prava lastnost in nimam rad tistih ljudi, ki so neiskreni, ne, ki govorijo eno, delajo drugo, mislijo pa nekaj tretjega. No, kolikor so vam zaupali podpredsedniško mesto v državnem svetu, gotovo vas cenijo in gotovo ste sposobni za to funkcijo. Zanima pa me, si je v tem času, kar ste vi zraven, kar ste državni svetnik, pridobil državni svet na veljavi, ne? Včasih se mi je zdelo, da delujete kar v senci državnega zbora, da vas nekako ne upoštevajo ravno. To je res, ne. Za izvolitev podpredsedniškega mesta moraš dobiti absolutno večino vseh svetnikov, ne, to se pravi 21 glasov. Tako da to ni tako kot na volitvah za državni zbor, ko eni imajo 3000 glasov, pa ne pridejo v državni zbor, drugi pa s 300 glasi pridejo v državni zbor. Tako da tu je pač treba absolutno večino imeti, ne. Je pa, kar se veljave državnega sveta tiče, moram reči, da se zadeve spreminjajo na boljše. Mi stremimo za tem, da nismo v državnem svetu neka po politični funkciji spisana druščina, ampak se gre bolj na strokovne zadeve, ne. Mi se tudi po strokovnosti delimo v posebne komisije, ne. In v državnem svetu ni tistih političnih prepiranj, kot to lahko vidite v državnem zboru. In je potem tudi ugled navzven malo drugačen. Res je, da teh sej naših ne prenašajo toliko kot iz državnega zbora, ampak če bi to prenašali, bi lahko videli razliko, ne. Pri nas recimo ni debat na politični ravni. Pri nas so debate na strokovni ravni. In to je tudi zdaj prevagalo, da državni svet ni več na prepihu. Zdaj nišče več ne govori o ukinitvi državnega sveta, ne. Tako da tudi so se spremenile zadeve na naše komisije, recimo, pa na naša plenarna zasedanja hodijo ministri, kar prej ni bila praksa, ne. V naš državni svet je prvič v zgodovini prišel tudi predsednik državnega zbora v tem mandatu. Bil je predsednik vlade v tem mandatu, dva predsednika vlade, ker sta se v tem času menjala. 3 so se menjali, ampak prvi je bil potem hitro zamenjan. Bil je pri nas, hodijo ministri, tako sem povedal, vsi ministri so že bili pri nas iz te vlade. Tako da tudi ugled pri
izvršni veji oblasti, pa pri zakonodajni veji se nekako izboljšuje. Debata je tudi okrog tega, mi temu rečemo četrtega branja zakonov, ne, ker mi v Državnem svetu lahko damo veto recimo na zakon, ki pa mora potem biti še enkrat sprejet z absolutno večino v Državnem zboru. Ne, to se pravi, mora dobiti potem zakon najmanj 46 glasov. Ampak mi lahko zavrnemo samo celi zakon. Ne, kar je včasih recimo rešitev slaba zaradi tega, ker je lahko zakon kot celota dober, pa je kakšen člen mogoče, ki pa ne paše zraven, ampak ne moreš samo tistega člena zavrniti. In ravno to se zdaj nekako odločamo, da bi potem, ko bi mi dali veto na določen člen, lahko Državni zbor odločal ponovno samo o tem členu. Zdaj pa tega ne more. Ne. Zdaj lahko samo ponovno odloča o celoti, ne more pa odločati o posameznih členih, ker so zaprti kot celota. Ne. In, to bi tudi izboljšalo samo možnost kvalitete zakonodaje in pa tudi bilo bi vse hitreje, ne, ker ne bi bilo potrebno o celem zakonu ponovno razpredati, ampak samo o določene stvari. In moram reči, da imamo tu podporo od zakonodajne, izvršne in sodne oblasti. Tako da so s tem kar seznanjeni in zdaj samo čakamo še, kdaj se bo to zgodilo, da se to da na papir, ker je zaradi tega potrebno spremeniti pa poslovnik Državnega zbora. No, kaj pa je sedaj v Državnem svetu najaktualnejše? O čem sedaj se debatira pri vas? Kaj pravzaprav počnete recimo v teh dneh? Mi smo dejansko za letošnje leto z našimi sejami zaključili. Zadnja taka seja je bila seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na kateri smo imeli poročilo o izvajanju nacionalnega programa izgradnje avtocest. To je moja tema, o ormoški obvoznici, tej hitri cesti. Ne. In moram reči, da je bila razprava zelo burna, sicer niso prišli na sejo tisti sogovorniki, ki smo jih pričakovali. Ni bilo predsednika uprave Darsa, ne, ki je praktično za moje pojme najbolj odgovorna oseba za to, da se ta cesta ni zgradila, ker ima vse možnosti, da to cesto zgradi. Ne. Najbolj me je razjezilo to, ko sem letos dobil podatek, da je Dars, kljub temu, da ni izpolnil z nacionalnim programom predvidenih zadolžitev, ki jih je dobil, ne, se pravi, niso zgradili te naše hitre ceste, je pa 31 milijonov dividend, to se pravi, Dars je imel dobiček, 31 milijonov dividend je vplačal v državni proračun. Ne. Za našo cesto ni, ne, za proračun državni pa je, da se ga potem porabi, ne vem zakaj. Ne. Med drugim tudi za to ljubo žico, ki jo postavljajo tudi tam, kjer ni potrebno. Zdaj recimo se razpreda o tem, da bi žico postavili v tem odvodnem kanalu od hidroelektrarne Formin, ki pa tako ne more nišče čez. Ne. Tudi poleti si jaz ne bi upal iti v ta kanal pa ga preplavati, ne. Ker je pač voda hitra, nikdar ne veš, kaj se zgodi, ne, tako da tu je brez veze. Ne. Smo pa slišali razne zdaj informacije, ne, da je firma, ki uvaža to žico, tam v isti pisarni, kot ima SMC pisarno svojo, da so to neki prijatelji, da se to dela tako, da ta firma do zdaj ni imela €1 prometa, da morajo zdaj pač čim več te žice porabiti in narediti tudi tam, ki ni potrebno, zato da bo firma nekaj zaslužila. Verjetno pa bojo tudi tisti, ki jim bojo to omogočili, kaj dobili zraven. Ne. Ker, gledajte, zadnje čase slišimo svašta. Ne. Če vi recimo preberete, da je državni sekretar, ki je na Ministrstvu za notranje zadeve, so ga dobili, da je kradel v Šparu ali v neki veleblagovnici v Mariboru, da je izkoriščal bolniški dopust in tako naprej. Mislim, da je to potem res nekaj. Mogoče pa je bolan, mogoče je kleptoman. Glejte, to ni opravičilo. Ne. Takšen človek potem ne more biti na takšnem delovnem mestu, ne. Ker, glejte, potem bi lahko tudi policisti bili kleptomani, ne. Kar pa ni možno. Ne. Ker
to so ljudje, ki morajo pač skrbeti za to, da se to ne dogaja, oziroma to preprečevati, pa preganjati, ne pa, da kažejo vzor, ne, drugačen. No, kako pa ste zadovoljni kot državni svetnik s iztekajočim se letom 2015, kar se tiče politike, kar se tiče dela v državnem svetu? Ja, gledajte, zdaj, mi predvsem nismo zadovoljni z izvršnim delom te naše oblasti, ker se predvsem ukvarja sama s sabo in pa s kadrovanjem. Ne ukvarjajo pa se s tistimi pomembnimi stvarmi, ki grejo pa mimo zaradi tega, ne. Mi recimo to, kar govorijo, da imamo neko gospodarsko rast in tako naprej, ampak ljudje tega ne občutijo, ne. Če je to samo na papirju, potem to ni tisto, kar ljudi zanima, ne. Potem vidite, da tudi občine recimo so dobile isto glavarino kot prejšnje leto, ne, ampak naloge in pa stroški se pa občinam povečujejo in dejansko ne gre skozi, ne bo se išlo na koncu leta, drugega leta. Letos je to leto še nekako po teh planih, ampak drugo leto bo pa vprašanje, če bomo imeli do konca leta na občinah zadosti denarja, da bomo izpolnili vse naloge, ki nam jih predpisuje zakonodaja, ne. To je že ena taka stvar, ki nismo zadovoljni. Potem pa, če gledate recimo, spogajali so se pa z sindikati za javne uslužbence, za 300 milijonov približno, ne, več sredstev, medtem ko občine vse skupaj so zahtevale teh 14 evrov več po glavi, ne, če je 2 milijona prebivalcev, je to 28 milijonov, zato pa ni, ne. Tako da je problem te vlade tudi v tem, da se ne pogaja sorazmerno, ne. Ker za financiranje občin obstaja zakon o financiranju občin in po tem zakonu bi morali dobiti 652 evrov, ne, po glavi. Zdaj se pa dobi 522. Zdaj pa to, če izračunate, koliko je to za ormoško občino, ne, je to kar neki denar, ki seveda bo manjkal, ne. In veste pa, da tiste zakonom predpisane obveznosti je treba izpolniti, ne. Za investicije, ki so pa tudi še vedno prepotrebne, pa ne bo nič, ne. Oziroma bo zelo malo. Tako da to je problem. Potem vidite, da recimo vlada ima kar nekaj front odprtih, ne. Zdravniki zahtevajo odstop zdravstvene ministrice, župani zahtevajo odstop finančnega ministra, skoraj vsi kulturniki zahtevajo odstop ministrice za kulturo. Tako da se tu kar celi kup front odpira, ki ne vem, kako dolgo bo ta vlada to prenesla, ne. In najslabše, kar je spet to, da vlado zamenjamo, pa potem 3-4 mesece rabimo, da pridemo do nove vlade in ta 4 mesece je mrtev tok, ki dejansko pomeni tudi veliki minus, ne. Tako da ne vem, jaz nimam nekega upanja, da bo ne vem kako dobro leto, ne. Upamo samo, da ne bo preveč slabo in da bomo državljani in pa seveda občani to leto lahko normalno preživeli. V miru in pa koliko toliko spodobno, v ne prevelikem pomanjkanju. No in kaj bi pravzaprav bilo za narediti? Morda lahko odgovorite na to vprašanje, glede na to, da ste vseeno nekje tam na vrhu zraven. Veste, mi v državnem svetu imamo možnost, da tiste stvari, ki jih državni zbor obravnava, dejansko dajemo samo mnenja na te zadeve, ne. In ta mnenja so, moram reči, v zadnjem času nekaj, kar upoštevamo, ne. Zdaj mi, kar se tiče financ pa tega vsega skupaj, moram reči, da smo v državnem svetu dali veto na zakon o izvrševanju proračuna za leti 2016 in 2017, ne. Ampak je potem bil isti še enkrat sprejet, ni bilo upoštevano nič. Vidite, da te župane so preko svojih združenj, pa tudi direktno zdaj, se zelo zavzemajo za to spremembo tega zakona, da bi vseeno vlada našla nekje denar
in dala občinam nekaj več, ampak težko se s tem prebiješ do uspeha. Gre za neke povezave znotraj in za lobije, ki so tako močni, da tudi v državnem zboru preko te vladajoče večine dejansko dosegajo stvari, ki jih ne bi smeli. Nihče bo mogel preko slej zagristi tudi v javne uslužbence, ker jaz pravim tako, ne, saj javni uslužbenci vedno rečejo sindikati, da delajo. Jaz pravim, ja, delajo. Samo je vprašanje, ali delajo prave zadeve. Ne. Pri nas imamo celi kup stvari, ki se podvajajo. Včasih greš od uradnika do uradnika, pa prepisuje eden od drugega stvari. Vsak pa se v tem segmentu mora počutiti tudi malo pomembnega in zahtevati še kaj več, ne, ker drugače ve, da bojo rekli se, pa tebe nišče ne rabi. Ne. In nekje se govori, ne, pri 160 000 javnih uslužbencev, koliko jih je, tam maksimalna številka, da bi jih ne bilo 30 000 preveč. Ne. Zdaj preveč za to delo, kar upravljajo, ne, ampak za to, da bi se zreducirala birokracija. Ne. V to pa nišče ne upa grizniti, ne, ker to je pa tista jabolka, ki napaja predvsem levo politično opcijo in so to tudi njihovi volilci, zato se tudi v to nišče ne spusti. Ne. Ker vejo, da potem, če bojo to razkadili, ne, da bojo tudi volilce izgubili. In to je pri nas tudi problem volilnega sistema, ne, ker imamo ta proporcionalni volilni sistem in vlade so vedno bolj nestabilne. Ne. Zdaj, če gledate, mi imamo vedno 5 približno raznih političnih strank v vladi, ne. Kar ni dobro. Ne. Vsak hoče ima svoj vrtiček, ki ga zaliva pa okopava na nek način, ampak za to rabi sredstva in potem tu vidite, upokojenci za eno stvar, recimo, socialni demokrati imajo kmetijskega ministra, ne, malo na eno stran in vedno se to potem parcelira in je težko dosegati soglasje v takih pa res potrebnih in korenitih zadevah, ki bi jih to treba spremeniti. Ne. Zdaj, če bi potegnili recimo računico, ne, če je res, da je to, da bi 30 000 javnih uslužbencev bilo preveč, potem se te silne milijarde skoraj izidejo. Ne. 30 000, če računate, da bi vsak ta javni uslužbenec 20 000 evrov na leto bruto dohodka, ne, pa če to pomnožite krat 30 000, pa če to pomnožite krat leta osamosvojitve, 25, pa boste hitro tam na enih 25 milijardah. Ne. Tako da, če je to res, ne, da je teh 30 000 ljudi preveč, potem ni krivo samo tisti odhod, ti tajkuni, pa odhod v davčne oaze, pa to, ampak je tudi neorganiziranost v javnih službah. Vzrok za finančno krizo, pa za finančni minus, ki smo ga pa naredili tam od leta 2008 pa do zdaj največ. Zanimivo, seveda, pravzaprav javni uslužbenci sami najbrž niso tukaj toliko krivi kot sama birokracija in vse to, kar jih požre pravzaprav. Pa se ni možno oditi kam učiti, recimo, kako se spoprijeti s tem, recimo v kakšno drugo državo, kako imajo tam urejene te zadeve. Se mi bi lahko to povzeli po kateri v tuji državi ali pa to, ampak potem pa ni več tisto, ne, da si samostojna država. Ampak Evropska unija nam kar predpisuje neke zadeve, ne, ki se jih je treba držati in spoštovati, ampak mi smo pri tem mojstri, da vedno še kaj dodamo. Ne. Mi to nadgradimo, tako da še malo bolj zakompliciramo zadeve, pa se zdi, da so potem všečni tistim, ki nam to predpišejo, ne, ampak s tem pa naredimo slavo svojim državljanom, ker ko ti predpišeš nekaj, nadnormiraš, ne, potem tisto, kar bi na konkurenčnem trgu evropskem moralo veljati za vse, za tebe velja nekaj več, ne, in to je dejansko ovira pri razvoju in pa pri delu, ki ga imaš, ker postaneš zaradi tega tudi lahko nekonkurenčen. Ne. Če ti moraš narediti nekaj več,
delovna sila tudi, ki to upravi, nekaj stane in potem si nekonkurenčen. Nekonkurenčni smo tudi zaradi davčne zakonodaje, ne? Ker dajatve pri nas so enormno visoke. Zadnjič sem poslušal, ko je Boscarol govoril o svojih izdatkih, ne, in pravi, če delavcem izplačam 3 milijone, potem moram 1.800.000 dati državi. To pa je nenormalno, ne. Če gledamo zunaj, je to bistveno ceneje. Skoraj polovico teh izdatkov imamo več kot države okoli nas. In zato tudi konkurenčnost naših proizvodov na trgu ne morejo biti takšni, ker so vložki za delovno silo in pa za dajatve, ki jih dajemo državi, ne, previsoke. Torej, nič vzpodbudnega za leto 2016, vsaj tako sem razumela z vaših besed, pa vseeno nekaj spodbudnega najdete, tako za konec najinega današnjega pogovora, da nas malo ohrabrite. Ja, spodbudno je izgledalo, ko smo sprejeli finančno pravilo, ne, in da bo začelo se pač ta nekako dolg pa nekako zmanjševati, ampak mi še vedno na državnem nivoju poslujemo z minusom, ne. Mi še vedno plansko z proračuni delamo tam do milijardo približno minusa, ne, letno. In pri vseh teh silnih kreditih, ki smo jih najeli, ne, je dejansko za odplačevanje dolga potrebno še enkrat toliko, koliko naredimo minusa, ne. In to pomeni, da vsako leto dejansko tonemo bolj, ne. Dokler ne bomo ustvarjali več, kot plačamo obresti, toliko časa praktično ni možno govoriti o nekem napredku, pa o neki veliki gospodarski rasti, ne. Ker od tega ljudje nima nič, ne. Gospod Šumenjak, nekaj mora biti. Zakaj bi se naj oprijeli? Glejte, ljudje... Nekaj vzpodbudnega, no, kot Ljudje pa vendarle imamo, ne, nekaj za spodbudnega. Spodbudno je to, da imamo mir. To je najbolj bistvena zadeva, ne. To je največja dobrina, ki jo imamo. In pa, da se med sabo nekako še razumemo, da se ne tepemo, po domače povedano, tudi med sabo, kar je pa največjega pomena, ker če ne bi bilo še tega, ne, potem bi pa res ljudje verjetno že obupali in bi nekako prišli v takšno situacijo, da ne bi več videli izhoda, ne. Mi sicer imamo srečo, da živimo še tu ob avstrijski meji, da naših nekaj ljudi hodi delati ven, ne. Ampak to ni rešitev, ne. Tudi to ni rešitev, da se nam tudi naši prostori praznijo, ne. Mladi nam odhajajo, vasi in pa obrobje ostaja vedno bolj staro. Tudi to je slaba zadeva. Ne vem, se pravim, jaz vidim še edino dobrino to, kar imamo ta mir ljubi, ne, in pa da lahko ljudje nekako preživijo ta leta. Predvsem, da niso glih lačni in da niso nagi in bosi, kot smo to rekli včasih, da še nekako doživijo in da imajo neko upanje, da bo to nekaj v bodočnosti se pa le spremenilo. Ker če pa tega upanja še ni, potem pa ne vem, kam bi to pripeljalo, ne. Zdaj, ne vem, jaz tudi neke svetle bodočnosti za drugo leto ne vidim, da bi se karkoli spremenilo na boljše. Upam, da ne bo šlo še na slabše, ne. To pa bomo se za to zavzemali. Tisti, ki pač, ne bom rekel, da lahko odločamo, ampak lahko kaj zraven rečemo. In tako je, da ljudje, ki pač mislijo, da mi tam odločamo vsem, pa ni tako, ne. Situacija je takšna v svetu tudi, pri nas je pa še ne znamo čisto prav skorigirati, da bi lahko bila vsaj malo umiljena, ne. Bi se pa dalo. Jaz mislim, da si je ta vlada obula prevelike škornje, ne, da jaz sem to zadnjič v državnem svetu tudi rekel, da imajo prevelike škornje obute, da se spotikajo na vsakem koraku in samo čakamo, ko bojo padli na nos, pa se več ne bojo pobrali, ker je dejansko
bi bilo skoraj boljše, da če ne vejo res, pa ne zmorejo, da odidejo. Ne. Ja, za konec pa torej še morda čestitka našim gledalcem, domačinom. Pravzaprav še eno vprašanje imam. V tem času, kar ste državni svetnik, vam je recimo glede na to funkcijo uspelo pridonesti tudi kaj za domače, lokalno okolje? Je bilo kaj vzvodov, za katere se je dalo potegniti? Zdaj, direktno je to težko reči, da je kaj, mogoče to, kar smo že enkrat govorili, verjetno, mi smo bili letos na obisku na Kitajskem, ne. Jaz sem takrat tam navezal stike z enim kitajskim podjetjem, ki smo ga potem gostili tu v Ormožu. Z Ormožem je bila podpisana en pismo o nameri, ali kako bi temu rekli, o sodelovanju, ne. Potem smo k temu pritegnili vinarje in 25. novembra je bil prvi kontejner vina poslan za Kitajsko, za to podjetje v Šanghaju. Oni imajo tam 5 svojih hotelov z visokokategoričnih, z 5 zvezdicami. In teh 15,000 buteljk nam je uspelo, da so se povezali vinarji ormoški in pa vinarji iz Goriških Brd in so skupno naložili kontejner. Tako da je to prva pošiljka, ki jo bojo oni porabili za poslovna darila. Je pa res, da bi oni radi tudi sodelovali na drugih področjih, ne? Tudi na finančnih investicijah. Ravno zdaj se pripravlja na občini spisek teh investicij, ki jim bomo dejansko predlagali, kaj vse bi se v Ormožu dalo investirati. Meni so takrat povedali, da bi radi imeli eno vinogradniško hišo tu z enim vinogradom, ki bi jo nešče oskrboval, da bi lahko tam potem na svojih promocijskih pisarnah, ki jih imajo po Šanghaju, predstavljali to območje in kot svoj vinograd, ne. Mi smo jim delno to že omogočili, na njihove stroške smo posneli en promocijski film. Tu v Ormožu, ne vem, zaenkrat še ni bil, mislim, nikjer predstavljen. Občina ga je dobila od njih v dar, ta promocijski film, posnel pa ga je domačin, tu iz Ormoža. Tudi plačali so to posnemanje. Posnel ga je Vid Varšič. Tisti, ki je posnel, tisti Antivili, če se spomnite, 2006. Mladi fant, Mladi. ne, ampak Ni več talentiran. tako, Ja. ne. In moram reči, da je to prvi tisti zaslužek, ki je bil v tem okolju, da je tudi ta vinska pošiljka, ki je šla, en del tega zaslužka in upamo, da se bo z tega še kaj razvilo. Tako da poskušam jaz pač delati tudi v tej smeri. Jaz nekako upam in želim, da bojo v prvi fazi zainteresirani, ker je to njihova osnovna dejavnost za ormoški hotel. Jaz upam, da bo ta hotel v kratkem na prodaj. To je sicer ima, koliko vem, slaba banka, ne, ampak zaenkrat ni na prodaj. In če bo to uspelo, da bi tu vzpostavili hotel, pa kaj jaz vem, na področju bivše sladkorne tovarne, kakšno neko čisto, fino podjetje, mogoče, ne vem. To jim bomo ponudili sicer, pa še kakšno zadevo. Bomo videli, kaj bojo, kakšni imajo interes in v kaj bi oni vlagali, pa s čim bi se oni na področju tem ukvarjali. Zelo zanimivo, no, nekaj vzpodbudnega, ko smo res slišali. Ja, glejte, ne vem, če je to spodbudno, ne, da moraš iti v tujino, da nam tujci urejajo zadeve. Bolj spodbudno bi bilo, če bi to domačine, ki so že imeli te stvari v rokah, ne, hotel recimo, ne, pa tudi tovarna sladkorja, so imeli kmetje, tam smo imeli podjetnika. Če bi sami to lahko urejali, ne, bi bilo bolj spodbudno, ampak ker to žal ni tako, moram pač iti v tujino poiskati nekoga, ki bo to namesto nas vedel praviti. In pa ki ima seveda finance, ki smo jih pa mi v preteklosti morašti zapravili, smo jih verjetno tudi imeli. Tako da, situacija je pač taka. Ne? In če jaz vedno govorim, tudi če tujec pride, ne, vedno smo rekli, ja, zdaj pa bomo vse prodali, ampak tudi če tujec kupi neki objekt, ne,
tega ne more odpeljati. To bo ostalo tu, tudi če on propade, pa tudi če on odide iz tega področja, to bo ostalo tu. Ne. Vse smo videli, tudi po drugi svetovni vojni je vse to, kar so imeli pri nas nekdaj tujci, je ostalo tu. Ne. In so to nekako prevzeli domačini, zdaj kako so peljali je druga stvar, ampak dejansko je pa ostalo, ne more se to odpeljati. Ne. Kitajci ne morejo vzeti hotela ormoškega pa odpeljati v Šanghaj, ker niti tja tisto okolje ne paše. Ne. Ja, če pa mu dajo kakšno vsebino, pa se ne bomo branili. Tako, ne, to pa je tisto, kar pa lahko mi tudi od tega nekaj imamo. Predvsem je pomembno, če bi se vzpostavilo nekaj novih delovnih mest, ki jih v Ormožu manjka. In pa to je vedno tak, ne, v tem okolju praktično drugo kot turizem pa kulinariko nimamo, ne vem kaj. Ne. Treba je pa to infrastrukturo, ki jo imamo, če jo sami ne vemo urediti, pač nekomu dati, ki bo to vedel narediti in pa ki ima voljo pa tudi denar in sredstva, da lahko to uredi. Gospod Branko, hvala lepa, da ste si vzeli čas. Vem, da ste že z eno nogo na poti v Ljubljano. Upam, da se kmalu zopet tako srečamo in kakšno rečemo. Še vedno deluje pisarna vaša? Ste še na kakšen način kot državni svetnik aktivni v domačem okolju? Ja, jaz imam objavljene svoje podatke na internetni strani. Dosegljiv sem tudi po občinah, ki pokrivam preko tajništev župana. In pa seveda smo pred letos enkrat odprli tudi poslansko pisarno v Ormožu, ki pa deluje po napovedi, po dogovoru. Ne more, ker poslanci, mi svojega poslanca v Ormoški volilne okraje nimamo. Smo angažirali ptujska dva poslanca, Simono Lepšimenko, Suzano Lepšimenko in pa Andreja Čuša, da po naročilu, po potrebi lahko prijeta v Ormož na pogovor s kakšnim od občanov. Sicer ne vem, jaz tega ne sledim, ali je že se kdo obrnil na njih ali ne. Imate objavljene tudi svoje podatke, tako da lahko tudi po telefonu se ali pa po elektronski pošti ljudje na njih obrnejo. In to je to, kar pač na kak način imamo stik z ljudmi. Drugače pa tako, gremo kam pa se pogovorimo, to je pa tisti najboljši način, da dobimo tisti utrip od ljudi in pa določene informacije, ki nam jih dajo, pa tudi želje in potrebe. Ne. Tako da to prenašamo tja, kjer se o tem odloča, ali je to možno ali ni možno. Veliko uspeha vam želimo v novem letu 2016 in srečno. Ja, jaz tudi želim vsem vašim gledalcem in pa seveda tudi vam vesele božične praznike in pa srečno in uspešno novo leto, predvsem pa naj bo zdravo in mirno. Hvala za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. Vidimo se prvi ponedeljek v leto 2016. Lepo se imejte do takrat in srečno.